na drugo predavanje iz tega cikla in veseli smo, da se število poslušalk in poslušalcev tako opazno veča. Če nas je bilo prejšnjič morda kakšnih 10, nas je danes že tako zelo veliko število. In ne samo obiskovalcev in obiskovalk, ampak tudi naših današnjih cenjenih gosti, na čelu z gospo magistro Olgo Pavlič, ki je profesorica na univerzi za 3. življenjsko obdobje in kot vidite ima same imenitne slušateljice. Pa ne samo slušateljice, tudi predavateljice, kot bomo spoznali danes. Pripravile so svoje predavanja, opažanja, raziskavo na temo slikarke, ilustratorke, lutkarice Mare Kralj. Pred nekaj dnevi smo se spominjali njene smrti in prav je, da smo zato današnji večer posvetili njej. Spoznali bomo nedvomno, kako izjemna ženska je bila in spoznali bomo, kako vse premalo vemo o znamenitih Slovenkah. Zdaj pa predajam besedo gospe magistri Olgi Pavlič in se seveda še enkrat iskreno in toplo zahvaljujem, da so danes prišle k nam v goste in prevzele vodenje in dogajanje na tem današnjem večeru. Izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot je povedala dr. Ignacija Fridl, sem, odkar sem upokojena, mentorica na Univerzi za 3. življenjsko obdobje, kjer imam skupino zelo delavnih, ustvarjalnih in vedoželjnih gospa, ki so vsako leto pripravljene projektno skupaj z menoj kaj raziskovati. Naš krožek se imenuje Spoznajmo svoje mesto in domovino, deluje že 14 let in vsako leto imamo kaj novega, zanimivega, kar predstavljamo potem navzven in opozarjamo tudi na kakšne pomanjkljivosti ali pa v primeru Mare Kralj, da je slabo poznana v slovenskem prostoru. Naš projekt je potekal celo preteklo študijsko leto. Vsaka gospa je imela svoje zadolžitev, je raziskovala in potem s pomočjo referatov smo se vsi seznanili s tem, kaj je Mara Kralj v preteklosti ustvarjala. Sedaj bi pa jaz predstavila svoje gospe, ki so z menoj, in sicer je prva dr. Vesna Koželj Oblak, potem magister Judita Bagon, Bronka Kavčič, Mojca Slana, Meta Havliček, Ana Marija Rančič, Breda Levec. In poskrbeli smo še za malo presenečenja. Z nami sta 2 študentki Akademije za glasbo, že uveljavljeni glasbenici, violinistka Hanna Feguš in Patricija Kunsek, flavtistka. No, štejemo si v posebno čast, da smo danes lahko tukaj z vami v tej znanstveni inštituciji vsega občudovanja vredni, da bomo lahko predstavili svoje ugotovitve o delu in življenju Mare Kralj ali kot se je sama tudi podpisovala Mara Kraljeva. Upam, da bomo koga od strokovnjakov spodbudile, da bo napisal njeno monografijo, kajti mi smo naredili samo izbor vsega, kar smo uspeli najti v posameznih virih. Za likovno področje smo uporabili enciklopedične podatke Franceta Steleta, Staneta Mikuža, Marka Vuka, Barbare Savinc in Bebe Jenčič, za lutkovno področje pa Edija Majarona in Matjaža Lobodo.
Proučile smo številne intervjuje s kraljevo in kataloge razstav, na katerih je sodelovala. Velik problem pa je bilo iskanje njenih del, tako smo zato se obrnili na različne inštitucije. Za ilustracije, na primer na knjižne založbe, glede slik na galerije v Ljubljani, Mariboru in Kostanjevici na Krki, za filmske fotografije v arhiv v Kinoteki v Ljubljani, za fotografsko gradivo in za preverjanje vprašljivih podatkov na hčerko Tatjano Kralj in vnukinjo Vando Vremšak Richter, ter še na številne ljudi, ki so nam prišli na poti našega raziskovanja naproti. In smo jih poimenovali, bili so sopotniki Mare Kralj. Posebej bi izpostavila Franceta Steleta, ki je že leta 1931 v reviji Ženski svet v 9. letniku napisal, kako sijajna je mlada umetnica Mara Kraljeva. Številni avtorji, ki so pisali o Tonatu, so o Mari pisali zelo skromno ali pa celo nič. Zanimiv pa je namig zadnje knjige Egona Pelikona, ki je šla pred 2 letoma z naslovom Tone Kralj in prostor meje, kjer pravi, da ni znano, kaj vse je Mara naredila v cerkvah na Primorskem, a da je več, kot je poznano. Zbrali smo obsežno gradivo, ki smo ga pregledno uredili v zaokroženo celoto in na razumljiv način skupaj s slikovnim gradivom zapisali v obliki zbornika, ki smo ga predstavili javnosti na 29 dnevih Evropske kulturne dediščine in 7. tednu kulturne dediščine v septembru v Trnovem, kjer je živela Kraljeva skoraj 80 let. No, tale zbornik je na mizi in če bi kdo želel, si ga lahko potem za simbolno ceno vzame za 10 evrov. Imamo še nekaj na zalogi. Upamo, da se ne nadejamo preveč, da bo stroka v bližnji prihodnosti ovrednotila Marino delo in tudi za njo poskrbela tako, kot je nedavno za Heleno Vurnik. Da boste lažje spremljali prireditev, ste prejeli o prihodu zloženkov, kateri je predstavljena umetniška dinastija Jeraj, kralj Vremšak, v katero sodi tudi Lucijan Marija Škerjanc, ki nam je zapustila bogato kulturno dediščino na področju glasbene, literarne in likovne umetnosti. Najdragocenejše v projektu nam je bilo spoznanje, kako ustvarjalna, uspešna in vsestranska umetnica je bila Mara Kralj in kako velik in raznolik je njen opus v zakladnici slovenske kulturne dediščine. Nepozabna je tudi njena zavedna slovenska drža, ki sta jo imela z možetom Tonetom vse življenje, ko še posebej pa med 2. svetovno vojno. Presenetilo nas je, kako skromno je poznavanje njenega umetniškega opusa v slovenski javnosti. Pri proučevanju smo se vrnili v svojo mladost, v skromni in sivi povojni čas, ki nam ga je obogatila in polepšala z ilustracijami in lutkami, ne da bi mi vedeli, kdo je to naredil. Naj omeni Mojco Pokreculjo, Zvezdico Zaspanko, Ostržka, Obutega mačka in več, ko ste slišali od mojih nastopajočih gospa. Za uvod, samo moment, da smo napredam tole. Malo sem pozabila. Tole morate pogledati, to je prekrasna slika. To mi je dala gospa Vanda Vremšak Richter včeraj, kjer sta Mara in Tone po poroki vsa zaljubljena. Zbornik, tako. Oče Karl Jeraj je bil violinist in skladatelj. Na violino in flavto bosta zaigrali 2 njegovi deli, Hanna Feguš in Patricija Kunstek. Deli se pa imenujeta Jesenska pesem in Kaj mi krajšalo je čase. Izvolite.
Hvala lepa, Patricija in Hana. Mama Mare Kralj je bila pa Vida Jeraj, pesnica in učiteljica. Pripravili smo eno pesem, ki nam jo bo povedala Mojca Slana. Pri tem pa je potrebno omeniti, da je bila mama Vida Jeraj potomka Franceta Prešerna. Njen oče je bil namreč sin od Prešernove sestre Minke. Tako da ni čudno, da se je ta pesniški dar potem še nadaljeval v naslednji generaciji. Izvolimo za. V spomin. V nebesu moje duše je sončen planet stal. Z nebesa moje duše utrinek zlat je pal. In naokrog gozdovi šumijo v nočni mrak. Utrujen, brez domovja, kdo ve, kam spe korak. Postoj, postoj, iz noči prihaja težek vzdih. Postoj, postoj, iz noči pogled prihaja tih. Kako da ste me našle, ve žalostne oči? Že davno dan je ugasnil, steza cvetočih dni. Fotografija, ki jo vidite pred seboj, je portret Vide Jeraj, ki ga je naredila Henrika Šantel in je na začetku izbrani del Vide Jeraj, knjiga, ki je bila izdana 1935. leta. Na naslednji prosojnici pa lahko vidimo fotografijo vseh treh Jerajevih hčera, od leve proti desni Karola Oli, violinistka, vsestranska umetnica Vida, Mara, naslednja pa je Vida, ki je bila čelistka. Tako, a ste ugotovili, kaj sem povedala, malo sem pomešala. Zraven je pa trio Jeraj, ki ga je ustanovil oče Karl s hčerama Vido in pa Oli. Karl Jeraj je bil zelo pomemben glasbenik in z današnjega vidika nazaj lahko štejemo kot posebno pomembnost to, da je bil prvi Slovenec, ki je igral v Dunajski filharmoniji. Mara je šla svojo likovno pot in o tem nam bo govorila dr. Vesna Oblak-Koželj. Preden pa gremo na to, bi pa želela opozoriti na priložnostno razstavo, ki je nastala pred začetkom prireditve. Na prvem mestu imamo portreta gospe Marice Marjentič-Požarnik. Na drugem mestu je portret gospe Brede Kroflič. Sem prav povedala? Ne, tukaj je še Vaša mama, Marica? Tako, to je gospa Marjentičova ponesla. Tam na drugem delu imamo pa dva partizanska portreta, ki jih je naredila Mara Kralj 45. leta, ko je bila zaprta, ko je bil izdan bunker v Trnovem in je potem kot ujetnica, tako kot tudi druge, ki so bile skupaj z njo, naredila v zaporu. Nekateri pravijo čez 100 portretov, jaz sem našla en podatek, da jih je bilo 40. Del njih je tudi objavljen v reviji Borec, tako da je še čas in priložnost, da se kaj več to poišče v prihodnosti. Vse pa izvoli Vesna. Hvala lepa. Jaz želim predstaviti okolje in izpostaviti okoliščine, ki so oblikovale Marijo Maro Jeraj, poročeno Kralj. Torej, rodila se je v ugledni družini slovenskih izobražencev umetnikov in prvo desetletje preživela v umetnostno bogatem in svetovljanskem Dunaju. K njim domov so zahajali pomembni slovenski razumniki in literati. Po koncu Prve svetovne vojne se je narodnostno zavedna družina preselila v Ljubljano, kjer je Mara nadaljevala šolanje na meščanski šoli in se vpisala na novo ustanovljeni oddelek za keramiko Srednje tehnične šole. Sodi v prvo generacijo pri nas izšolanih keramičarjev.
Njen umetniški dar in nemirni ustvarjalni duh sta ji omogočila, da je postala tudi odlična kiparka in slikarka. Preživetje po drugi svetovni vojni pa je zahtevalo, da je bila tudi učiteljica risanja, filmska maskerka, ilustratorka in neprekosljiva oblikovalka lutk. 28. leta, ko je končala šolanje, se je poročila z 9 let starejšim Tonetom Kraljem, že uveljavljenim slikarjem in kiparjem. Živela sta v Trnovem, v zasnovi hiše in njeni opremi je videti, da jo je oblikoval umetnik in jo ves čas prilagajal potrebam. Zanimiv je steber v dnevni sobi, ki je prekrit z intarzijo, v kateri so upodobljena umetnostna področja, na katerih so ustvarjali Jerajevi in Kraljevi, književno, glasbeno, likovno in lutkovno. Toneta so kot uveljavljenega umetnika angažirali za poslikavo mnogih cerkva na Primorskem. Že v letu, ko sta se poročila, je šla Mara z njim v Tomaj in mu pomagala pri delu. Garala sta od jutra do večera in verjetno v šali z nekaj ironije je Mara bivanje v Tomaju označila kot njuno poročno potovanje. Postopoma je Tone pri cerkvenih poslikavah zaupal samostojno ustvarjanje, lahko je slikala angelčke, kasneje tudi kaj več. Po rojstvu hčerke Tatjane 32. leta je Mara skrbela za dom in otroka. Tone pa je še vedno slikal po cerkvah na Primorskem, torej v Italiji. Kljub družinskim obveznostim ni opustila umetniškega ustvarjanja. Razumemo lahko, da je bilo v začetku njeno slikanje pod izrazitim moževim vplivom. Pri slikanju na svilo pa je pokazala svojo inovativnost. Ustvarjalno povezanost zakoncev izkazujejo tudi razstave, na katerih sta oba sodelovala. Pred nami sta 2 Tonetovi sliki, obe olje na platno, na katerih je upodobil svojo ženo pri kiparjenju. Zanimiva je desna, na kateri imamo dvojni Tonetov avtoportret. V ozadju je naslikal Maro, ki ga je upodobila v glini, v ospredje pa je postavil svojo podobo. Leta 1937 je na mednarodni razstavi v Firencah za sliko na svilo prejela denarno nagrado, ki ji je omogočila nekajmesečni študij slikarstva v Parizu, kar je korenito vplivalo na njen slikarski izraz. Ponosna je bila na svoj pariški opus, kot je imenovala tam naslikana dela. Drugo svetovno vojno je Mara preživela v Ljubljani. Kot zavedna Slovenka je v domači hiši skrivala ilegalce. Zaradi izdaje januarja 1945 so jo z družino aretirali in zaprli. Z osvoboditvijo se je vrnila v Ljubljano. Domača hiša je bila izropana, umetniška dela pa neznano kje. Pred kratkim se je v javnosti pojavila slika berača, izginulo delo iz pariškega opusa. Kot sem že omenila, je po drugi svetovni vojni preživljanje družine zahtevalo, da se je zaposlila kot učiteljica risanja, filmska maskerka, ilustratorka in oblikovalka lutk. 1959 se je formalno upokojila, vendar njena ustvarjalnost ni usahnila, niti v poznih letih. Še vedno je ustvarjala, predvsem je slikala. Bila je tudi mentorica za slikanje skupini gospa združenih v klubu Arti. Sestajale so se v domu starejših občanov Kolezija, kjer je gospa Mara Kralj zadnja leta tudi živela. Za delovanje med okupacijo je 63. leta dobila medaljo za hrabrost in medaljo za zasluge v NOB. Njeno povojno umetniško ustvarjanje pa je kulturna javnost nagradila šele 50 let kasneje.
S Klemenčičevo nagrado za oblikovanje lutk leta 1998, leta 2001 z Župančičevo nagrado za življenjsko delo, zlasti na področju ilustracije mladinskih knjig in oblikovanja lutk. 2009 ob svoji 100-letnici pa je dobila priznanje Društva slovenskih lutkovnih umetnikov in prijateljev lutk za prispevek k razvoju slovenskega lutkarstva ter njegovi promociji doma in v tujini. Kot že rečeno, slikarsko in kiparsko ustvarjanje pa še čaka na ustrezno strokovno obravnavo. Torej, o Mari kot keramičarki in kiparki pa bo govorila gospa Judita Bagon. Torej, Mara Kralj, keramičarka. Mara Jeraj Kralj se je kljub domačim glasbenim spodbudam odločila za likovno ustvarjanje. Vpisala se je na novo ustanovljen keramični oddelek Tehnične srednje šole v Ljubljani, kjer je bil učitelj, slikar in kipar France Kralj. Ta jo je učil, spodbujal in usmerjal pri oblikovanju keramike ter kot ekspresionist tudi vplival na njena kasnejša dela. Že 2 leti kasneje je razstavila svoja dela na letni šolski razstavi. Kot absolventka prve generacije in ena od vidnih učenk se je uvrstila na pregledno razstavo Slovenska umetnost na ljubljanskem velesejmu v Tivoli v Ljubljani. Pod učiteljevanjem Franceta Kralja so nastajali prvi začetki slovenske domače drobne obrti, pretežno v glini in žgani kamenini. Izdelovali so barvno, okroglo in reliefno plastiko, posebej so bili znani po slikanju na keramične ploščice. Mara Kralj je prva slovenska šolana keramičarka in je skupaj s Francetom Kraljem vtisnila sledi na razvojni poti slovenske keramike. Skupaj z drugimi slikarji in kiparji je sodelovala z novo ustanovljeno tovarno Dekor, kjer so načrtovali in okraševali keramične izdelke za prodajo ter sodelovali pri oblikovanju dekorativnih in modnih izdelkov. Med izdelki so bili na primer tudi pravljično navdihnen palček na mušnici, mornarček s piščaljo, hudič, ki kaže osle, krožnik in vaza z baletko ter angelček na pudrnici. Mara Kralj, kiparka. Mara Kralj pa je stopila na slovensko likovno prizorišče tudi kot kiparka. Pred nami sta 2 fotografiji mlade Mare. Na eni od njiju je upodobljena, ko je modelirala portret svojega očeta Karla Jeraja. Z izpovedno, elegantno linijo v njenem opusu izstopa pretresljiv kip matere z mrtvim otrokom, s katerim se je skupaj s keramičnima kipcema otroške sanje in begunci predstavila na razstavi Kluba likovnih umetnic v Osiku. Samostojnost in zmožnost oblikovanja polne plastike je Mara Kralj pokazala v lepi, izčiščeni obliki kipa, v portretu violinistke sestre Vide. Z mehkimi, zaobljenimi oblikami je vplive ekspresionizma nadomestila z realnejšo usmeritvijo, ki se je prilegala tudi Art Dekojevskem salonu sestre Vide in Mirka Hribarja. Zanjo je v skupni viziji z možem Tonetom zasnovala kipce in pečnice. Mara Kralj kot filmska maskerka. Bojan Stupica je povabil Maro k sodelovanju kot maskerko pri prvem slovenskem filmu Na svoji zemlji. Za delo se je morala dodatno usposobiti, zato je študijsko obiskala skupaj z Emilijo Soklič češke studije Barandov v Pragi. Spoznali sta se s tehniko filmske maske in animirane lutke in se za oboje usposobili. Za filmsko produkcijo je kot maskerka delala okrog 6 let pri Triglav filmu, sodelovala je pri snemanju prvega slovenskega zvočnega celovečernega in črno-belega filma z naslovom Na svoji zemlji, v režiji Franceta Štiglica, po noveli Očka Orl in scenariju Cirila Kosmača. Pri črno-belem dramskem filmu z naslovom Trst
v režiji Franceta Štiglica po scenariju Franceta Bevka prikazuje boj med gestapovci in partizanskimi enotami za osvoboditev Trsta v drugi svetovni vojni in pri kratkem lutkovnem filmu Kitarist. Za ta film je Mara Kralj naredila lutke in scenografijo. Režiser je bil Dušan Hrvatin. Sedaj pa napovedujem Bronko Kavčič, ki nam bo predstavila Maro slikarko. Slikarski opus Mare Kralj delimo na Slikarski opus Mare Kralj delimo na cerkvena in posvetna dela. V zgodnjem obdobju je bilo njeno slikanje pod vplivom moža Toneta, ko je z njim sodelovala pri poslikavah cerkva na Primorskem. Vendar je bila slikarka dovolj močna, da je stopila iz moževe sence, se poizkusila z umetnostnim ustvarjanjem in uspela. Slikarsko se je povsem sprostila po prejemu denarne nagrade v Firencah, ki je omogočila izobraževanje v Parizu. Občutljivost in toplina sta odlikovali zlasti njene religiozne motive, med katerimi so ji čiste in nadzemske madone prislužile poimenovanje Fra Angelico. Takrat je slikala v raznih tehnikah, v fresko tehniki, v oljni tehniki, v sliki Pietà, na levi strani pa vidimo primer risbe. Na desni je Marija z detetom, ki je bila narejena na že uporabljeno platno. Na njej se dete nežno stiska k materi. Oba lika sta upodobljena z mehkimi linijami in sta milega videza. Slika je barvno kontrastna. Njena najbolj znana cerkvena slika v oljni tehniki je oltarna slika Marija z detetom iz cerkve v Mengorah. To sliko so na razstavi v Antwerpnu primerjali celo z Modiglianijem. Angelčki so v fresko tehniki, pri prikupnem Jezusu Zovčkov pa gre za oljno tehniko. V slovenski javnosti je kraljeva zaslovela s krhkimi slikami na beli svili z redko žensko naturi, tako prilagajoče se tehniko. Njeni prvi modeli so bili seveda njeni domači. Izjemen primer slikanja na svilo je portret moža Toneta. Mara ga je upodobila pri slikanju, vidne so glava in del desnice, v ozadju pa obrisi novega doma. Portret je rahlo karikiran, mož se dobrovoljno smeje, srečen v svojem ateljeju in življenju. Marina last je predvsem gibčna linija, ki je izredno občutljiva in je nosilka povsem drugačnega ritma, kot je bilo to običajno v Tonetovem slikarstvu. Na desni vidimo mlada prijatelja, portret hčerke Tatjane s hrbtom, ki je tudi narejen na belo svilo z belgijskimi svinčniki. O sebi je Mara dejala: po slikanju na svilo sem se začela bolj ukvarjati s portretiranjem v olju. Morda je bil razlog tudi v tem, da mi kraljevski ekspresionizem ni zadostoval za takratno izpovednost, želela sem si namreč več barvitosti. Trdno je vztrajala na podobnosti z modelom in skušala doseči dinamičen izraz obraza. Naredila je preko 100 portretov, zlasti otroških. 26 jih je bilo razstavljenih na samostojni razstavi njenih del leta 1983 v Gorenjskem muzeju v Kranju. Na levi vidimo portret Janeza Kralja, Tonetovega očeta, v realističnem slogu, ki je bil razstavljen leta 1939 v Jakopičevem paviljonu. Obraz starca je individualiziran, prepisan točno po modelu in postavljen v prostor. Na desni pa je primer otroškega portreta v olju, upodobljena je hčerka Tatjana. Kot smo že slišali, je bila Mara spomladi 1945 zaprta. Po pripovedi sorodnikov in zapisu v reviji Borec naj bi naslikala okrog 40 portretov sujetnic. Na prosojnici imamo 2 originalni risbi in eno fotografijo risbe s portretom Nede Grzinič, ki je bila grozovito mučena in ubita. Naj zaključim z deklico, ki jo hrani Moderna galerija. Nažalost je slika v depoju in ni razstavljena.
Večina slik Mare Kralj se nahaja v zasebnih zbirkah in pri kraljevih doma. Meni pa, da je zelo nekorektno in žalostno, da ni nobena njena slika vključena v stalno zbirko katere od slovenskih galerij. Sedaj pa naj napovem kolegico Mojco Slana, ki bo predstavila Maro Kralj, oblikovalko lutk. Ljubezen do lutk se je v Mari Kralj porodila že v Dunajskem Pratru oziroma ob Klemenčičevem Gašperčku na predstavah v marionetnem gledališču v Ljubljani. Sebe je imela Mara za lutkarico že pri rosnih 8 letih, ko je lutke izdelovala iz ilovice. Med drugo svetovno vojno je na lastnem domu organizirala lutkovne predstave o Kuštravem cenčku za otroke ilegalcev. Obraze lutk je modelirala iz papirja, namočenega v klej, in jim nato še sama zašila oblekice. V 50 letih je lutke izdelovala za potrebe lutkarsko-slikarskega krožka v okviru Pionirske knjižnice. 1952. leta jo je profesor Zvone Miklavčič, takratni poverjenik za kulturo, razveselil z novico, da v lutkovnem gledališču iščejo kiparja, in umetniški vodja Jože Pengov jo je z veseljem sprejel. Ciril Jagodic, Jože Pengov in Mara Kralj so zaznamovali povojno obdobje marionetnih lutk v Sloveniji, saj so se združili tehnolog, režiser in oblikovalka lutk v izvrstno ekipo. Ne smemo pa prezreti legend lutkarstva na Slovenskem. To sta Matjaž Loboda in Edi Majeron. Kraljeva se je posvetila predvsem marionetnim lutkam, ki so v tistem času skoraj izginile z odrov vzhodnoevropskih držav. Posebej zanimiva nam je bila ugotovitev, da je za predstavo Butalci kot prva pri nas zasnovala mimične lutke, prej kot so nastali znamenili mapetki. V svojem življenju je kraljeva zasnovala preko 230 lutk. Prve napotke za razbarjanje iz lipovine je dobila pri možu Tonetu Kralju. Mnoge med njimi so je nastajale pod njenim rezbarskim dletom. Sodelovala je pri 17 predstavah. Prva v nizu predstav je bila Obuti maček 1953, s katero je postavila prepoznaven, njej lasten likovni rokopis in bistveno prispevala k poetičnosti lutkovnih predstav. 2 leti kasneje je po literarni predlogi Frana Minčilskega Ježka ugledala luč sveta znamenita Zvezdica Zaspanka. Njena zadnja predstava pred upokojitvijo 1959 je bila Ostržek. Lahko rečemo, da je pojem postromantične marionetne umetnosti, ki je svežino, scensko podobo in prizoritveno dognanostjo navdušila javnost v Sloveniji in tujini. Zadnja predstava sploh je bila pravljica o carju Saltanu 1985, za katero je naredila lutke po načrtih svojega moža Toneta že v visoki starosti. Njeni liki so bili portreti resničnih ljudi iz vsakdanjega življenja, saj jih je umetnica srečevala na ulici, med znanci, celo v krogu najbližjih. Vsi liki nosijo v sebi milino, mehkobo, prijazno hudomušnost, poudarjeno izraznost, v sožitju z vsebino in tehnologijo, hkrati hudomušni in ironični. Lutke so bile vedno njena velika ljubezen in strast. Vdihnila jim je življenje, da so pred nas stopile kot resnične. Prijateljici je Mara nekoč zaupala. Veš, kjerkoli kdo stoji, ga opazujem kot lutko, ker ima vsak človek poteze, ki se jih da upodobiti. Njene besede so bile tudi. Danes se mi zdi, kot da so spomini na začetek dela z lutkami kot prelepe sanje. Sanje v neki dobi iskanja najljubšega. Zelo rada slikam, vendar sem po duši in srcu
predvsem lutkarica. Sedaj bom predstavila, kam nam je povedal legendarni lutkar Matjaž Loboda o svojem sodelovanju z Maro. 1953 je Lutkovno gledališče objavilo avdicijo za vlogo Obuti maček, na katero se je kot 10-letni deček prijavil in bil izjemno srečen, ker je bil med mnogimi, ki so prišli izbran. V dvorani takrat je sedela zelo prijazna gospa, ki je spremljala nastope. Kasneje se je izkazalo, da je ta prijazna gospa prav Mara Kralj. Predstava je bila premierna za oba, ko sta vstopila v ta čudoviti lutkovni svet. Vaje za predstavo so včasih trajale dolgo v noč in ko sta se del skupne poti vračala proti domu, je nanj prenesla toliko navdušenja, da je ostal pri lutkarcu vse življenje. Mara mu je podarila lutko dvojčico Obutega mačka, ki ga spremlja še danes. Razveseljevala pa je tudi njegove otroke, kasneje vnuke in mnoge druge. Obuti maček je doživel izjemno navdušenje na gostovanju na dubrovniških letnih igrah. Lutke človeku zlezejo po dušo, zato je Mara Kralj, po besedah Matjaža Lobode, zvezdici vedno najprej popravila lase, jo pobožala po roki in nato je lutka v rokah animatorja zaživela. Zvezdica je bila na nebu brez nog, medtem ko je na zemlji prevzela človeško podobo z nogami. V bistvu sta predstavljali zvezdico dve različni lutki. Predstava o Zvezdici Zaspanki je lutkarjem ljubljanskega gledališča odprla pot v svet. Na svetovnem kongresu lutkarjev Unima v Bukarešti 1958 je bila predstava razglašena za najboljšo za otroke. 1957 je Ljubljano obiskal Sergej Obrazcov, znameniti ruski lutkar iz Moskve. Po ogledu lutkovne predstave Zvezdica Zaspanka je bil tako navdušen, da je celo ekipo povabil v Moskvo. Preden se je vrnil domov, pa mu je Mara posebej zanj izdelala repliko Zvezdice, ki so mu jo podarili. Danes se replika nahaja v znameniti zbirki Lutkovnega muzeja Sergeja Obrazcova v Moskvi, kjer so shranjeni največji dosežki svetovnega lutkarstva. Nekaj let posneje je Črt Škodlar predstavo v barvah posnel na film. 1972 je v delavnici Viba filma na Zrinskega ulice v Ljubljani, kjer so imeli lutkani najete prostore, zagorelo. Požar se je razširil v prvo nadstropje in tako so lutke za predstavi Zvezdica Zaspanka in Sinja ptica, ki so bile pripravljene za osvežitev, zgorele. Ob Marini 90-letnici so na Lobodovo pobudo predstavo Zvezdica Zaspanka na osnovi Marinih skic in posnetega filma obudili v življenje. Ob praznovanju 60. obletnice prve izvedbe predstave 2015 je replika lutke Zvezdice Zaspanke prišla iz Moskovskega lutkovnega muzeja na obisk v Ljubljano in bila pol leta v muzeju lutk na Ljubljanskem gradu. Loboda je zaključil z mislijo, da so bile lutke vedno velika ljubezen in strast Mare Kralj. Napovedujem kolegico Meto Havliček, ki nam bo predstavila, kako sta Mara in Tone Kralj ilustrirala različne knjige. Predstavila bom Maro in Toneta Kralja, ilustratorja. Mara je po poroki s Tonetom Kraljem se je posvetila predvsem slikarstvu. To je bilo plodno umetniško sodelovanje in v tem obdobju je bila Mara slikarsko močno pod njegovim vplivom. Prve ilustracije je pripravila za Goriško Mohorjevo družbo in sicer je 1932 za njih ilustrirala koledar
naslovno stran in mesece. Na slajdu je primerjava Marine ilustracije z rdečim okvirjem in Tonetovih, tako da vidimo, kako je bilo njuno sodelovanje pomembno za prva leta Marinega ustvarjanja. V letih od 1932 do 1999 je Mara sodelovala z večjimi založniki in ustvarila ilustracije za 11 knjig, poleg tega pa še za otroške revije, kot je na primer Ciciban. Knjižica zbirko zgodbic o medvedki Tiji, ki jo je napisal manj znani slovenski mladinski pisatelj Franjo Roš, je prvič izšla leta 1939, drugo izdajo pa je založila Mladinska knjiga 1962. leta. Novo izdajo je ilustrirala Mara Kralj v samo 3 barvah, beli, črni in umazano roza, pa vendar deluje slikovito in zelo pripovedno. Pri Mladinski knjigi je izšla ena od prvih knjižic v zbirki Čebelica, slovenska ljudska pravljica Mojca pokraj Culja z legendarnimi ilustracijami Mare Kralj. Naša generacija se spomni knjižice s slikami Mojce in živali v živih in toplih rumeno-rjavih tonih, slikami na celi strani, kar je bilo takrat pravo razkošje. Po uspehu Zvezdice zaspanke je v Mladinski knjigi izšla še knjižica s tekstom te igrice avtorja Franeta Milčinskega Ježka in z originalnimi skicami Marinih lutk. Plodno ilustratorsko obdobje 50 let se je zaključilo z ilustracijami za pravljico o Katarini, kjer nam zopet zelo omejeno modro sivo paleto z rahlimi rumenimi poudarki prikaže pripoved o siroti in tu uporabi tudi veliko ljudske simbolike. Na slikah za Grimovo pravljico Zvezdni tolarji, tudi iz zbirke Čebelice leta 1966, se pojavi mala drobna deklica, naslikana na barvit, vendar minimalističen način v okolju s podrobnostmi, ki nam pripovedujejo njeno zgodbo. Njena ljubezen do ilustriranja se je nadaljevala še v pozna leta. Pri 85 je naredila ilustracije za zbirko otroških pesmi svoje mame Vide Jerajeve iz Ljubljane čez Poljane, pri skoraj 100 pa je poslikala pravljico o Metulju in Svetilki, ki so jo izdali v Lutkovnem gledališču. Ilustracije Mare Kraljeve skozi skoraj 80 let njenega ustvarjanja, od slik za koledarje pa do pravljice o Metuljev, so se jasno v tem dolgem obdobju slogovno spreminjale, vendar pa ohranjajo njen podpis. Dovršena risba, nežni otroški obrazi, izbrane barve in velika pripovednost, včasih poudarjena z ljudsko simboliko, kot na primer polo usode oziroma sreče pri pravljici o Katarini. Tone Kralj je bil priznan ilustrator že med obema vojnama. Njegove najbolj znane in umetniško dovršene ilustracije pa so nastale v 50 letih prejšnjega stoletja. V letih od 1923 do 1986 je prispeval ilustracije za približno 20 knjig, ki so izšle pri različnih založbah. Manj znane so njegove ilustracije za notna gradiva primorskih skladateljev. Ilustriral je 27 pesmaric, ki so izšle v letih od 1932 do 1954 v Gorici in Trstu. Kralj je prispeval legendarne ilustracije po natisu Levstikove zgodbe Martin Karpan. Za njegove ilustracije sta značilna dekorativnost in realizem, hkrati jih pa določa pravljično naivno občutena pripovednost. Z ilustracijami za Karpana se je že od njihovega nastanka zavedal pomena svojega dosežka in jih je postavil ob bok svojim slikam. Mesto so dobile v galeriji Božidarja Jakca
v Kostanjevici na Krki kot samostojne umetnine. Oton Župančič je poslovenil eno najlepših pravljic Aleksandra Puškina, pravljico o carju Sartanu. Delo je spodbudilo Toneta Kralja, da je po dogovoru z Jožetom Pengovom leta 1954 pripravil zasnovo za sceno in lutke. Zaradi prezahtevne uprizoritvene zasnove predstave takrat niso mogli izvesti, jo je pa na oder postavila njegova žena Mara v gledališki sezoni 1984-85 tako, kot sta si jo zamislila Kralj in Pengov. Za mano bo o delu Toneta Kralja pripovedovala kolegica Ana Marija Rančič. Brata France in Tone Kralj. Brata France in Tone Kralj sta se rodila blizu Dobrepolja kot sinova kmečkega rezbarja. Kljub neugodnim socialnim razmeram so bistra dečka poslali v šole. Starejši se je izobraževal v likovni smeri, mlajši, Tone, pa je bil namenjen za gospoda in se je šolal v škofijski gimnaziji v Šentvidu. A starejši France je mlajšega istočasno likovno izobraževal. In ko je bil 17-letni Tone poslan na Soško fronto, je s sabo nosil skicirko in plastelin. Po srečni vrnitvi sta brata skupaj likovno ustvarjala. Po prvi uspešni razstavi v Jakopičevi galeriji se je pa Tone odločil, da bo likovno ustvarjanje njegov poklic in se je začel izobraževati Praga, Pariz, Rim, Berlin. Bila sta kiparja, slikarja, grafika, ilustratorja, France pa tudi predavatelj. V času med obema vojnama sta bila naša najvidnejša likovna umetnika. Veljata za začetnika ekspresionizma pri nas. To je stila, ki je v likovni umetnosti nasledil impresionizem. Umetnik se izraža svojo osebno izkušnjo, kar je dobro vidno na Francetovi sliki Magdalena in Tonetovi Moja mati. Uspešno sta razstavljala doma in v tujini. Po letu 1927 pa se je Tone osamosvojil od bratovega vpliva. Oba brata Kralj sta pomembno vplivala na življenje in ustvarjanje umetnice Mare Kralj. Starejši France je kot njen profesor na keramičnem oddelku srednje tehnične šole prvi opazil in nato vzpodbujal njen likovni talent, mlajši Tone Kralj pa je postal njen mož. Usoden za Toneta Kralja je bil klic krščansko-socialnih intelektualcev iz Primorske, ki je bila priključena Italiji in so fašisti prepovedali vse slovenske aktivnosti, stranke, društva, časopise, govor in petje. Ostal je le likovni izraz v cerkvah kot znamenje upora in načina za ohranitev slovenstva. V poslikavah cerkva vzdolž meje je na svoj način našel Tone svoje poslanstvo. Več kot 50 cerkva, od Prema do Višari, je poslikal v srednjeveški maniri, ki se lahko bere tudi kot moderen strip. V biblijskih in zgodovinskih prilikah nastopajo aktualne politične osebe, tako prepoznamo Mussolinija, D'Annunzija, Hitlerja, Japonca z grobimi spačenimi potezami, nastopata tudi slovanska svetnika Ciril in Metod s knjigo v čirilici. Negativci so oblečeni v barve italijanske trobojnice, kot reveži in pozitivne osebe pa so nežni in mili obrazi naših ljudi, oblečenih v barve slovenske zastave. V ozadju večkrat vidimo primorsko pokrajino z gorečimi vasmi, v vogali slik so uničene čelade, čepice, polomljeno orožje, svastike, orli in vokulje. Še danes se likovni kritiki ukvarjajo z dekodiranjem teh poslikav. Žena Mara je sodelovala s Tonetom v številnih cerkvah po Primorskem. A koliko in kaj je njenega,
še sedaj ni strokovno opredeljeno. Po vojni se Tone Kralj ni najbolje znašel. Cerkvena umetnost ni bila cenjena. Zmagovita oblast ni priznala boja primorskih intelektualcev in je prezrla tudi način boja veličastnega umetnikovega opusa. Ustvarjal je slike s socialno in aktualno tematiko, ilustriral glasbena in literarna dela, oblikoval kiparske izdelke, celo nagrobnike, popravljal svoje slike po primorskih cerkvah. Dela bratov Kralj srečamo v mnogih galerijah. Največ jih je v Jakčevi galeriji v Kostanjevici na Krki. V Ljubljani so njuni kipi na Trnovski cerkvi, v Tivolskem ribniku, pred opero, v našem parlamentu in pred našo univerzo. Moja kolegica Breda Levec vam bo povedala o njunih potomcih. Na projekciji sta dve fotografiji, na katerih so poleg umetnice Mare, hči Tatjana in njenih hčerki dvojčici Irena in Vanda pred domačo hišo na Gerbičevi ulici. Tatjana Kralj bi lahko stopila na likovno pot svojih staršev, a se je odločila drugače. V sebi je imela večjo željo po glasbi, zlasti petju, pri čemer jo je spodbujal dedek Karel Jeraj, ki jo je videl v njej velik glasbeni talent. Po poroki s skladateljem Samom Vrimškom je 1958 v Ljubljani rodila hčerki dvojčici Ireno in Vando. Po pevskem šolanju doma in v tujini je dosegla položaj odlične sopranistke. Zaposlila se je v operni hiši v St. Galenu v Švici in v Wuppertalu v Nemčiji, veliko pa je tudi gostovala. Leta 1972 se je vrnila v Ljubljano. Zaposlila se je v operi, kjer je ostala do upokojitve. Stanovala je v domači hiši v Trnovem. Leta 1998 je uspelo ustanoviti fundacijo očeta Toneta Kralja in kasneje še strica Lucijana Marije Škarjanca, dveh ustanov za ohranjanje umetniške dediščine. Skrbela je tudi za ohranjanje spomina na svojo prezgodaj umrlo hčerko sopranistko Ireno, na mater Maro in na svoje stare starše. O sebi je Tatjana Kralj nerada govorila. Rekla je, da bo, ko bo uredila zapuščino drugih, napisala knjigo o svojem delu. Žal jo je prehitel čas in poslovila se je leta 2018. S petjem je nadaljevala tudi Tatjanina hčerka Irena, poročena Val. Tudi ona je bila pevka sopranistka. V rani mladosti je živela pri materi skupaj s svojo sestro dvojčico v Wuppertalu. Tudi ona se je pevsko šolala doma in v tujini in se zaposlila v operni hiši v Ljubljani, veliko pa je tudi gostovala po svetu. Med drugim je pela na otvoritvi razstave kluba Artik, katerega mentorica je bila babica Mara, in nastopila na dobrodelnem koncertu ob 30. obletnici smrti dedka Toneta. Na republiških in državnih tekmovanjih je prejela vrsto nagrad. Irenina sestra dvojčica je Vanda Vremšek-Richter, germanistka in prevajalka, pa tudi slikarka. Med pogostimi bivanji v tujini je bogatila svoje znanje na področju slikarstva, med prvimi mentorji je bila njena babica Mara. Čeprav slika že dolgo in je sodelovala na več skupinskih razstavah, se je šele od 2010. leta začela predstavljati v javnosti s samostojnimi razstavami. Leto kasneje je vzela v najem nekdanji atelje dedka Toneta Kralja v Izoli. Po materini smrti je prevzela skrb za obe fundaciji. Sedaj pa vabim gospo Olgo Pavlič, našo mentorico, da nam pove nekaj spominov na gospo Maro. Še zmorete poslušati? Lahko, se zdaj ni več velik. V času, ko je potekal raziskovalni projekt, ob 110-letnici rojstva Mare Kralj, smo se srečali s številnimi ljudmi, ki so bili nekaj časa življenjski sopotniki in so imeli nanjo prijazne in zanimive spomine. Odločili smo se, da bi bilo prav, da to zapišemo v zborniku
In tako so nastale ob dobrovoljnem sodelovanju povabljenih spominske zgodbe. Te predstavljajo umetnico z osebne strani. Razvrstili smo jih v zaporedju, kdaj so bile avtorice zapisov sopotnice in kako so jo poznale. 4 od njih je kraljeva tudi portretirala. Najstarejši zapis je iz časa, ko sta kraljeva ustvarjala v cerkvi svetega Mihaela v Lokvi na Krasu v letih 42 in 43, ter sta bivala pri domačinih Placerjevih nasproti cerkve. Puščica kaže sobo, v kateri sta spala. Spomine je po pripovedi domačih zapisala hči Mojca Slana. V letošnji pomladi smo šli po sledeh Mare in Toneta Kralj v Lokov in se ogledali sobo, v kateri sta prebivala, in cerkev, v kateri sta slikala. Maro Kralj sem poznala od zmeraj, je zapisala Maja Krajger, saj sta z mamo obiskovali kraljeve od njenih rosnih let. Spominja se, kako je uživala v razkošju najrazličnejših pisanih krpic, iz katerih je delala lutkarica oblačila za svoje lutke. Marjana Ogrin se spominja, kako sta se z Maro spoznali v pionirskem domu v 1950 letih, ko sta vodili vsaka svojo dejavnost za otroke in kako je naredila Mara lutke za motivacijo otrok pri učenju tujih jezikov. Ko se je kraljeva 99. leta iz domače hiše na Gerbičevi 11 preselila v bližnji dom starejših občanov Polezija v Trnovem, sta se ponovno srečali. Spominja se, kako je umetnica ustvarila tople stike s stanovalci in leto kasneje naredila tudi njen portret ter ustvarjala v domu, dokler je živela. To je vnukinja Vanda Vremša Krihter, žal je danes zasedena in ni mogla priti, da bi lahko sama pripovedovala svoje spomine. Ona živi še naprej v družinski hiši v Trnovem in najbolj je v spominu babičina življenjska radost in njena mladostna duša. Tukaj imamo tudi gospod Dušano Findajsen iz Univerze za 3. življenjsko obdobje, ki pa je zapisala spomine na Marino sodelovanje ter na izlete na univerzi in na njeno mentorstvo v študijskem okrožku klubu Arti, ki ga je vodila ves čas v prostorih doma starejših občanov Polezija. Mara Kralj je bila med prvimi mentoricami slikarkami na univerzi na Poljanski. Naslednja je bila njena prva in še sedaj živeča slikarka Jožica Serafin. Ona je zapisala svoje spomine na mentorico Maro in na slikanje v klubu in kako jih je skoraj 30 let vodila krožek, ki je skoraj do svoje smrti. V domu starejših Trnovo imam jaz že 18 let krožek z naslovom Pogovori o umetnosti in ohranjanje možganske vitalnosti, ki jo vodim kot prostovoljka. Žal je bil to že čas, ko je ugašala njena svetla in radoživa zvezda, a vseeno je nekajkrat prišla, z nami delila svoje izkušnje, včasih je pa samo gledala in pokimala, če sem jo kaj vprašala. Na njo mi je ostal dragocen spomin na kratko druženje in na njeno življenjsko energijo vse tja do 101. leta. S tem zaključujem današnji dogodek. Me veseli, da ste tako zvesto ostali z nami, da upam, da vas je navdušilo, kaj vse nam je Mara Kralj zapustila in upam, da bo kdo tudi napisal njeno monografijo. Hvala lepa. Seveda se zahvaljujem najprej vam za obisk in seveda našim predavateljicam za ta čudovit večer. Mislim, da bomo vsi danes odšli bogatejši. Bogatejši za lepoto, s katero nas je očarala, in bogatstvo njenega izraza, s katerim nas je očarala Mara Kralj, in tudi za
z raziskavami, ki so tako imenitno in na tako strnjen način vzele tak čudovit in velikanski ponos. Hvala.